Kako ste? Spoštovani. Malo premraženi. Prosim. Spoštovani predstavniki medijev, lepo pozdravljeni na izjavi predsednice Republike dr. Nataše Pirc Musar po današnjih neformalnih pogovorih oziroma posvetih s predsedniki strank, ki so bile izvoljene v parlament. Najprej bo predsednica podala izjavo, nato pa bo čas tudi za vaša vprašanja. Gospa predsednica, izvolite, beseda je vaša. Hvala, Nejc. Spoštovani predstavniki medijev, najprej najlepša hvala za udeležbo na tej izjavi in hvala tudi, ker ste ves dan spremljali pogovore s predsedniki strank, ki so se uvrstile v parlament. Naj se najprej iskreno zahvalim obema predsednicama in predsednikom strank, da so sprejeli moje vabilo na današnje neformalne pogovore. Spregovorili smo o rokih oziroma datumih, ki jih v postopku imenovanja mandatarja določajo ustava in zakoni. Takoj po objavi uradnih izidov volitev strani Državne volilne komisije bom sklicala prvo sejo novega državnega zbora, ta datum je že jasen, 10. april. Predsednicama in predsednikom strank sem sporočila, da bom takoj, ko bodo poslanske skupine ustanovljene, povabila vodje teh poslanskih skupin na posvetovanja, kot mi to nalaga ustava. Pričakujem, da bo potrebno opraviti več krogov posvetovanj, zato z vabilom na prva posvetovanja ne bom odlašala. O datumih posvetovanj vas bomo seveda sproti obveščali. Ustava in poslovnik Državnega zbora mi nalagata dolžnost, da v 30 dneh po konstituiranju Državnega zbora Državnemu zboru predložim kandidata za predsednika vlade. Če bo Državni zbor konstituiran v petek 10. aprila, potem moram predlog kandidata za predsednika vlade v Državni zbor poslati najkasneje, poudarjam najkasneje do 10. maja, lahko tudi prej. Napovedala sem, da bom mandat ponudila tistemu, ki bo izkazal podporo vsaj 46 poslank in poslancev. V trenutnih, predvsem geopolitično zahtevnih okoliščinah želim s tem omogočiti čim hitrejše oblikovanje vlade, predvsem pa se želim izogniti dodatnemu zavlačevanju postopkov, ki je v danih geopolitičnih razmerah, tako menim sama, neodgovorno. Želim pa vseeno še enkrat opozoriti, da lahko v prvem krogu izbire mandatarja sicer res lahko predlaga kandidata za mandatarja samo predsednik, že v morebitnem drugem krogu pa se lahko vključijo poslanske skupine oziroma skupina 10 poslancev in predlagajo svojega kandidata. Tudi če bi torej hipotetično vztrajala pri nekom, ki vidno nima zagotovljenih 46 glasov, je lahko nekdo, ki 46 glasov ima, v drugem krogu izvoljen na predlog poslancev oziroma poslanske skupine. Naj pa poudarim eno stvar. Volivke in volivci so svojo odgovornost opravili. Sedaj pa odgovornost torej ni samo na meni, ampak predvsem na strankah, ki so bile izvoljene v parlament. V pogajanja o morebitnih koalicijah ne bom posegala, saj to presega moje pristojnosti, zato bom tudi zadržana pri komentiranju možnih scenarijev in ugibanj, kakšne koalicije lahko nastanejo. To je pristojnost in odgovornost političnih strank, ki so bile izvoljene v Državni zbor. Še enkrat pa poudarjam, da smo, volivke in volivci, svojo voljo izrazili na demokratičnih večstrankarskih volitvah, ki so odraz družbe in pričakovanj volilnega telesa do politike. Politične stranke so z izvolitvijo v Državni zbor sprejele odgovornost, da voljo in pričakovanja ljudi izražene na volitvah spoštujejo in s tem zavedanjem tudi odločajo o prihodnosti naše države. V naslednjih tednih zato pozivam vse, da v pogovorih iščejo skupna izhodišča in svoje odločitve oblikujejo na teh temeljih. Menim, da sedaj ni čas za iskanje nepremostljivih razlik, ampak za poštene pogovore in zbliževanje stališč o ključnih temah naše prihodnosti. Političnim strankam zato želim dober, poglobljen razmislek ter uspešna in poštena pogajanja.
Predvsem pa si želim, da bodo imeli pri tem v mislih dobrobit vseh državljank in državljanov ter zapletene geopolitične razmere, ki terjajo učinkovite odzive, zato pa seveda potrebujemo trdno, odločno in predvsem učinkovito vlado. Zaradi domačih in mednarodnih okoliščin ocenjujem, da bi bilo dobro, da bi jo dobili čim prej. Zato bom po svojih močeh, kar se rokov tiče, pri tem seveda pomagala. Ob tem imam dolžnost poudariti, da ljudje od svojih izvoljenih predstavnikov in bodoče vlade pričakujemo, da bo spoštovala temeljne človekove pravice in dostojanstvo vsakega posameznika, ščitila interese Republike Slovenije, spoštovala delo neodvisnih institucij, se zavzemala za krepitev pravne države, da bo spoštovala in zagotavljala pogoje za neodvisno delo vas, medijev, ter spoštovala in podpirala delo civilne družbe, vključno z nevladnimi organizacijami. Menim, da je za prihodnost države in blaginjo ljudi dobro, da naslednja vlada nadaljuje s tistimi projekti in reformami, ki jih Slovenija nujno potrebuje. Nekateri temelji so dobro zastavljeni, zato je smiselno graditi na njih. Obenem pa pozivam vse, da pri svojem delu zavračajo populizem, demagogijo in sovražni govor. Vsaka izrečena beseda ima lahko neslutene posledice, zato se moramo vsi, ki imamo čast predstavljati Republiko Slovenijo in ljudi, te odgovornosti zavedati in trikrat premisliti, preden spregovorimo. Ob koncu pa želim poudariti še nekaj. Zavračam kakršnekoli dvome v legitimnost teh volitev. Prepričana sem, da trenutna organiziranost predčasnega glasovanja v nekaterih krajih oziroma mestih, ki so se izpostavljala kot problematična, ne more vplivati na izid volitev. Hvala lepa in sedaj sem na voljo za vprašanja. Hvala, gospa predsednica. Zdaj bomo podelili mikrofon za vprašanja. Prosim, da se prijavite z dvigom rok, se predstavite, zastavite vprašanja. Predvidoma bomo sprejeli 3 vprašanja. Lara Draškovič, Slovenska tiskovna agencija. Pozdravljeni. Danes ste imeli pred sabo vse šefe strank. Morda najprej kakšen političen utrip ste med njimi izmerili, kako konstruktivni so šefi strank, kakšen občutek ste vi dobili, v kako hitrem času lahko pričakujemo ali bi lahko dobili 46 glasov oziroma kako realna možnost so vnovične volitve? Po današnjih pogovorih lahko rečem, da obris bodoče koalicije še ni na vidiku. Sem pa vse predsednike strank prosila eno stvar. Namreč konstitutivna seja Državnega zbora bo 10. aprila in od takrat dalje bo poslanke in poslance čakalo kar precej zahtevnih nalog, sploh kar se tiče interventnih ukrepov, ki nas nedvomno v prihodnosti čakajo. Zaradi situacije na Bližnjem vzhodu, Vladimir Vodušek bo izklopil telefon, ne? Zaradi situacije na Bližnjem vzhodu pričakujem, da bo v prihodnjih mesecih potrebno imeti hitre reakcije glede na dane geopolitične razmere. Vse stranke so mi zatrdile, da bodo sodelovale pri sprejemanju potrebnih interventnih ukrepov. Vseh 7. In s tem odzivom strank sem seveda zadovoljna. Zdaj, kar se tiče zadnjega dela vašega vprašanja, jaz se sama zdaj fokusiram zagotovo na ta prvi krog poskusa imenovanja mandatarja, ki mi ga daje ustava. Sem pa s svojimi svetovalkami in svetovalci in po posvetih z nekaterimi ustavnimi pravniki seveda preučila tudi naslednje situacije. Jaz o teh naslednjih korakih danes ne bi rada govorila, vendarle bom vso svojo energijo usmerila v ta prvi poskus, torej pridobitev 46 glasov za novo slovensko vlado. Lahko vam pa zagotovim, da imamo vse scenarije za prihodnje korake, prihodnje rešitve pripravljene. Računate, da boste kandidata, če bo to mogoče, poslali na ta skrajni rok ali ocenjujete, da bi se lahko potrebna večina nakazala prej? Najbolj pomembno je, da uspe konstitutivna seja Državnega zbora. Če ta
poskus 10. aprila ne bo uspešen, se bo časovnica seveda zamaknila, namreč rok 30 dni za moj predlog mandatarja v državni zbor teče od konstituirane seje državnega zbora dalje. Če se ta seja prva ne bo konstituirala, potem se bodo ti roki seveda zamaknili. Lahko povem tudi to, da mi ustava in zakoni nalagajo, da najkasneje v 30 dneh predlagam mandatarja. Če bodo politične stranke pri tem uspešne, jaz ne bom čakala na skrajni rok, ampak bom dala mandatarja na glasovanje v državni zbor takoj, ko bom videla 46 glasov. Luka Mlakar, gospa predsednica, vem, da ste rekli, da ne želite napovedovati nekih scenarijev, ki ste jih sicer preučili s svojimi svetovalci, pa vendarle, glede na napovedano dinamiko sestavljanja vlade, se zdi predlog mandatarja v prvi polovici maja še zelo zgodaj. Menite, da je realno, da boste takrat že imeli v bistvu kandidata in kaj bi se zgodilo, ne vem, če bi želeli nekoga predlagati, pa ne podal soglasja, ali če on večine ne bo imel. A v tem primeru vi morate predlagati v tem roku ali se lahko odpoveste temu, da predlagate? Ena stvar je kristalno jasna, tudi ustavno pravno. Če nimam soglasja katerega koli, ki bi želel biti mandatar, jaz v prvem krogu mandatarja v državni zbor ne morem poslati. Ne, ustava pravi, predlagam mandatarja, če soglasja nimam, če mene vprašate, tudi če nimam 46 glasov, v tem prvem krogu mandatarja ne bo. Želel vprašati, prejšnji četrtek je bil sklican Svet za nacionalno varnost, govora je bilo tudi o domnevnem vpletanju tujine v slovenske volitve, o obisku izraelskih obveščevalcev na sedežu SDS. Vi ste rekli, da boste podelili mandat za sestavo vlade tistemu, ki bo prinesel 46 glasov, ki bi imel to podporo. Pa me zanima, a glede na, se pravi, to, kar je bilo tam rečeno, ste ta mandat pripravljeni tudi gospodu Janši dati, če bo prišel s temi podpisi? Najprej, po vsem, kar sem prebrala v medijih in po vsem tem, kar sem slišala na na Svetu za nacionalno varnost, sama ne vidim prav nobenega dvoma, da so se tuji akterji vpletali v slovenske volitve. Bi pa rada poudarila eno stvar. Na seji SNAV, niti v medijih, nisem zasledila, da bi bilo že jasno, proti komu so bile vložene morebitne ovadbe ali celo samo poročila tožilstvu in policiji. In dokler to ne bo razčiščeno, je, kar se mene tiče, politično kalkuliranje zelo nehvaležno. Sama si pa seveda ne želim nekoga, ki je s tujimi akterji poskušal vplivati na slovenske volitve, da bi tak posameznik sestavljal vlado. Moje stališče je jasno. Ampak prejudicirati ne smem in ne bom, dokler ne bo jasno, kdo je naročnik storitve Black Cuba, bom v nehvaležni situaciji. Zato apeliram na vse ustrezne institucije in organe pregona, da se ta zgodba razčisti čim prej. Bi pa vendarle tu dodala še eno stvar in to sem povedala tudi na Svetu za nacionalno varnost. Meni za razmere v Sloveniji ni pomembno samo to, da odkrijemo, kdo je bil naročnik Black Cuba, ampak mi je pomembno, da se razčisti tudi, kaj se je dogajalo v zvezi z zadevo Maske padajo. Tudi ta zadeva je pomembna za kredibilnost naše države in za kredibilnost politike. Jaz upam, da bodo institucije v teh postopkih hitre, nikakor pa si kot predsednica republike ne želim, da odgovori na ta vprašanja ne bodo podani. Mislim, da si jih zaslužimo najprej vsi volivke in volivci, predvsem pa vsi v politiki. Če bom začutila, da ustrezne institucije ne obveščajo dovolj javnosti o teh konkretnih postopkih, se bom oglasila sama in javno pozivala, da naj se postopki pohitrijo in naj se te dve, obe zadevi, poudarjam, raziščeta do konca. Najlepša hvala in nasvidenje čez mesec dni, če bo kaj novega do takrat. Hvala lepa in želim vam, da uspešno in profesionalno svoje delo opravljate še naprej. Srečno.